Po 13 letih vinjetnega sistema na avtocestah in hitrih cestah se cestninske nalepke poslavljajo. Od 1. decembra lani so pri nas prvič na voljo elektronske vinjete, ki so vezane na registrske tablice avtomobilov. Kupiti jih je mogoče za 1 leto od izbranega datuma. Cene ostajajo enake. Pri vnosu podatkov je zelo pomemben pravilni vnos podatkov registrskih tablic, razred vozila in letna ali tedenska oziroma mesečna uporaba. Lepljenje in strganja z vetrobranskih stekel se je tako končalo. Razlika med vinjeto v obliki nalepke in elektronsko vinjeto je predvsem v tem, da elektronske vinjete več ne nameščamo na vetrobransko steklo. Razlika je tudi v tem, da jo je možno kupiti na daljavo, se pravi v spletni trgovini, kar pri nalepkah ni bilo možno, in pa bistvena je razlika pri veljavnosti letne vinjete. Letna elektronska vinjeta bo veljala vedno 365 oziroma celo 366 dni od dneva nakupa in jo bo možno kupiti tudi med letom. Se pravi, ni več začetek veljavnosti s 1. decembrom, tako kot je bilo pri nalepkah. Tedenske in mesečne vinjete se bodo do 31. januarja 2022 še naprej uporabljale v obliki nalepke. S 1. februarjem 2022 pa se bodo nalepke poslovile, saj bo tudi tedensko in mesečno uporabo cest mogoče plačati le z elektronsko vinjeto. Tako kot pri nalepkah, po ročnosti ostajajo vinjete enake, se pravi letne, mesečne in tedenske za osebna vozila in kombije in pa pri motorjih polletna namesto mesečne. Letna elektronska vinjeta za osebna vozila, to je pač najbolj prodajana vinjeta v Sloveniji, stane 110 evrov. Se pravi, cene se niso spremenile in so že kar nekaj let enake. Uporabniki imajo možnost, da kupijo vinjeto v spletni trgovini, to je na Darsovi spletni strani vstopijo v spletno trgovino, ali pa na prodajnih mestih povsod tam, ali pa na večini prodajnih mest, kjer so do sedaj lahko kupili vinjeto v obliki nalepke, je sedaj na voljo tudi elektronska. Tisti, ki niso vešči računalnika, jo lahko še vedno kupijo na prodajnih mestih, denimo na večini bencinskih servisov, v nekaterih trgovinah, kioskih, poštah, AMZS-jevih poslovalnicah. Tam dajo prodajalci vse podatke, lahko jih tudi napišejo na listek in jih potem prodajalec vnese v sistem. E-vinjeto si lahko prek spleta udobno uredite kjerkoli in kadarkoli. Potrebovali boste zgolj elektronski naslov in registrsko označbo vašega vozila, ki jo boste v izogib napakam vnesli 2-krat. Tako boste z nakupom e-vinjete brez skrbi zapeljali na avtocesto do enostavnosti in udobja. E-vinjeta. Enostavnost ima prednost. Pri elektronski vinjeti je ključno, da so v sistem pravilno vneseni podatki o registrski številki vozila, začetek veljavnosti, se pravi prvi dan veljavnosti vinjete in pa cestninski razred, se pravi 2A za osebna vozila, 2B za kombije oziroma za tista vozila, ki so nad prvo osjo višja od 1,30 m. Ob nakupu vsi uporabniki dobijo tudi potrdilo o nakupu vinjete. Na tem potrdilu piše tudi, do kdaj je vinjeta veljavna. Če se registrska tablica
izgubi, če je ukradena ali pa če je vozilo prodano, potem je možno zahtevati od Darsa povračilo neizkoriščene vrednosti elektronske vinjete, vendar v primeru prodaje samo takrat, kadar nov uporabnik, se pravi nov lastnik vozila, ne registrira tega vozila za prejšnjo registrsko tablico. V tem primeru povrnemo neizkoriščeno vrednost elektronske vinjete. Nadzor bo potekal v velikem delu podobno kot do sedaj. Ključna razlika je v tem, da bojo osebno zaznavo cestninskih nadzornikov, se pravi to, da danes cestninski nadzorniki opazujejo vetrobranska stekla in ugotavljajo, ali je na njih veljavna vinjeta ali ne, zamenjale kamere. To bodo stacionarne, prenosne kamere v vozilih cestninskega nadzora in pa ročne naprave, s katerimi se bodo snemale tablice vozil. Sistem bo primerjal, ali za to vozilo obstaja elektronska vinjeta v centralnem sistemu, in v primeru, da bo ugotovljeno, da obstaja, se tak posnetek nemudoma izbriše. Če pa ne bo, potem bodo pa na podlagi tega postopka naši cestninski nadzorniki začeli s prekrškovnim postopkom. Za Slovence praviloma na daljavo, se pravi, da bodo tako račun za vinjeto kot plačilni nalog poslali po pošti, tujce pa bomo tako kot sedaj skušali ustaviti in sankcionirati, še preden zapustijo državo. Prav tako se niso spremenile kazni. Vožnja brez kupljene vinjete in s tem plačane cestnine znaša 300 evrov. Če plačate v 16 dneh, plačate polovičko. Je pa treba poudariti tudi, da vsakokrat, ko bojo cestninski nadzorniki izrekli globo, bodo poslali tudi račun za elektronsko vinjeto. Se pravi, to, da cestnina ni bila plačana in da dobi uporabnik globo, ne pomeni, da za nazaj ni treba več plačati cestnine. Tovornjaki, avtobusi in druga vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 ton največje dovoljene mase imajo že od aprila 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja Dars Go, v okviru katerega se cestnina plačuje po dejansko prevoženi razdalji.